Rubrika Holistični protokol je namenjena vsem vam, ki ste pripravljeni narediti nekaj za svoje zdravje in dobro počutje sami. Pišete nam zelo pridno. Danes bomo pogledali primer ene od naših zvestih gledalk, to je Nena, stara je 48 let. Njene težave so refluks, teža v želodcu in napihnjenost. Dela v šoli, popoldne skrbi za svojo mamo. Gospa Nena pravi, da mama ne bi želela iti v dom, ima pa doma tudi najstnika. Dragi gosti, morda je tudi to pomenljiv podatek. Jasmina Kandorfer, dobrodošla, in Jelena Dimitrijevič. Krasno je, da sta z nami v našem studiu ponovno z vajnimi nasveti za naše gledalke in gledalce. Navedla sem vse težave. Kaj je prvi odziv, Jelena? Torej refluks, želodec, napihnjenost, najprej to. Ja, meni je prva misel bila to, ko si omenila najstnika. Tako da tudi jaz imam neko tako izkušnjo, ne svojega osebnega, ampak kot partnerja, in vem, da je to kar zalogaj. Tako da v bistvu, ja, gre se za to, da kar se tiče želodca, ne prebavljamo samo hrane, ampak tudi naših čustev, čustvenega stanja, in če tega ne znamo handlati na pravi način, če ne znamo sproščati ta čustveni naboj, ki se dogaja na dnevni ravni, se to najbolj pozna na našem prebavnem sistemu in predvsem na želodcu. Tako da je tukaj zelo pomembno, da smo v zavedanju, kaj počnemo, kako reagiramo v določenih situacijah, kako se čustveno odzivamo, in da imamo neke mehanizme, neka orodja za takojšnje dnevno sproščanje tega naboja. Ker to bo omogočilo, da tudi naš prebavni sistem boljše dela. Vsekakor so tudi drugi nasveti, o katerih se bomo pogovarjali, ampak predvsem se gre za to, da najti način, kako se pomiriti, da nas misli ne prevzamejo, da pač nismo vedno v glavi, ampak da smo zdaj tukaj v tem trenutku, in če nam pomaga, lahko imamo meditacijo v hoji, se pravi, se koncentriramo na naše korake, na okolico, samo dihamo in samo smo. Se pravi, ta prisotnost nas bo preusmerila, bo ta fokus z tega pretiranega razmišljanja, preveč skrbi, na nekaj, kar se dogaja tukaj in zdaj. Ja, Jasmina, verjetno jo skrbi, torej za najstnika, ker ga je omenila, sicer ga najverjetneje ne bi, pa skrbi za mamo, torej dvojne težave, dvojne skrbi, spet seveda za nekoga, kar je plemenito, ampak včasih, kot pogosto rečemo, pozabimo takrat nase, je tako? Nena bi mogla vzeti svoj koledar in si označiti, kdaj je ni. Povedati to svojemu najstniku, doma, mami, vsem, in takrat je ni. Lahko pride k meni na vikend za dušo ali pa na meditacijski vikend ali pa karkoli pa že, samo da si vnaprej planira tudi čas zase. Verjamem, da je Neni zelo utrujajoče, ker ima občutek, da je ves čas v borbi. Ali je v borbi z najstnikom, ki ima svoje ideje pa raziskuje svoje meje, ali je v borbi z mamo, ki pač se noče sprijazniti, da rabi pomoč in da je tukaj tako, kakor je. Potem pa še v službi, da sploh ne govorimo o partnerstvu, ki je verjetno tudi podhranjeno v tem času. In na koncu skozi sam delaš, sekiraš se, obremenjuješ, pa v bistvu samo zdravje ti peša in nikamor to vse skupaj ne pelje. Tako da Neni bi bilo fajn povedati, da vsi ti problemi, pa najstnik, pa skrb za druge in tako naprej, pa v povezavi z želodcem, mislim, to je šolski primer, to je šolski tipičen primer. Pač želodec se zmeri oglasi takrat, ko mi težko prebavljamo to, kar se dejansko dogaja. In v Neninem primeru bi bilo super, da se navadi postavljati meje. Da se nauči postavljati meje in pa da dobi tukaj neko strukturo, tudi kar se tiče same hrane, zaradi tega, ker želodčno sluznico bo treba obnoviti. Verjetno je tudi prisotnost Helicobacter pylori. Predvidevam, da je, ki pa ji ne priporočam, da jo rešuje z antibiotiki, ampak dejansko z prehranskim režimom in z določenimi dopolnili, ki jih bo tudi Jelena omenila. Ja, in pravi tudi, da je učiteljica v šoli, Jelena, torej je zelo verjetno nagnjena k temu, da rada pomaga, da rada
služi drugim na nek način, ne? To je zelo pogosto pri učiteljicah, ampak poglejva še prehrano. S čim bi podprla svoje telo, da bi čim hitreje ta refluks, te težave pomirila in gre potem lažje tudi psihično naprej? Ja, res, skrb zase je zelo pomembna, ampak to je ponavadi težava z želodcem se pojavi pri tem sindromu rešitelja. Mislimo, da moramo reševati vse, ki so okrog nas in poskrbeti za vse. Kar se tiče prehrane, absolutno je zelo pomembno, da ne iritiramo dodatno želodčne sluznice. Se pravi, ne uživamo hrane, ki je pekoča, močno začinjena, mastna, sladka, neke stimulativne pijače, kava, radi ljudje pijo kavo z mlekom, to naredi veliko škode želodcu. Tako da v bistvu je ključno, da izboljšamo naš prebavni ogenj, v smislu, da dodajamo tudi začimbe, ki so izjemno dobre za prebavo, kumina, janež, koromač v semenih, tudi koriander, ingver, kurkuma, cimet, to so vse začimbe, ki res pomagajo pri prebavi. Grenko vedno stimulira proizvodnjo želodčne kisline in izboljša to stanje, ampak, ko se pojavlja refluks, vedno pomislimo tudi, kaj je z našo zapiralko, tisto med požiralnikom in želodcem, lahko je tudi ona oslabljena in oslabljena je tudi zaradi tega, ker recimo imamo pozne večerje, veliko smo pod stresom, ne pijemo dovolj tekočine. Marsikdo se ne zaveda, da je dejansko želodčna sluznica sestavljena predvsem iz vode in preden tudi jemo, eno pol ure pred obrokom, je dobro, da tudi spijemo vodo. Ne takrat, ko jemo, da ne razredčimo želodčnih sokov, ampak da bi se tudi to obnavljalo. Tako da to je glavna stvar. Seveda, absolutno tukaj so zelene stvari, ki nam pomagajo, da obnavljamo želodčno sluznico, hkrati pitje korenčkovega soka pomaga pri vseh sluznicah, pri vseh obnovah. Lahko žvečemo tudi aloe vero 3-krat na dan in tudi pomagamo pri obnovi sluznic in tako naprej. Tako da v bistvu, ko govorimo o želodcu, o prebavnem sistemu, probiotiki so glavna stvar in zelenje zelo pomembna stvar. Nekaj, kar bo tudi delovalo protivnetno in pomirjeno samo zadevo. Krasno. Jasmina, kaj bi svetovala, da bi bilo primerno dopolnilo, glede na to, da ob vsem tem pa še napihnjenost? Enkrat na dan eko zelenje, v dopoldanskem času naj si vzamejo zraven v službo in pač ne izpije eno vrečko. Narejena je taka, mislim, lahko jo vzame v torbico kjerkoli že. Zjutraj ali pa zvečer probiotike z encimi, ne izbere res ene dobre. Na našem seznamu na spletni strani najde nek sofajn, ki imajo različne seve, pa tudi dobro encimsko podporo, kar je zelo pomembno pri njej. Tako da ti probiotiki eko zelenja se mi zdi, da če bo bazirala oziroma če ji bo to osnova, bo kar dober. Jelena, bi ti še kaj tukaj zraven dodala? Ja, v vsakem primeru nekaj, kar bo pomagalo, da se vnetni procesi zmanjšajo. Se pravi, nekaj, kar je dobro, omega-3 nam tudi pri tem pomaga, ker zmanjšuje vnetne procese, kurkumin zmanjšuje vnetne procese. Se pravi, pomiriti je treba to žarišče v telesu. Ampak hkrati lahko si pomagamo tudi s tem, da če želimo izboljšati samo stanje, da v bistvu jemljemo hrano, ki deluje, ki je taka sluzasta, ker je treba ustvarjati sluz v telesu, oziroma ne v telesu, ampak prehrane dobiti nekaj, kar bo naredilo tako eno fajn oblogo, tudi recimo, ne vem, namočena lanena semena, ovsene kosmiče jemo, ker tudi je več sluzi in tudi pomaga našemu želodcu. Banane so za marsikoga res izjemno dobre. Tako da pač vsak posameznik je zgodba zase, zaradi tega tudi delamo neke individualne protokole, ki jih recimo jaz na svojih svetovanjih delam in preverjam stvari energijsko, ampak to so neka taka splošna pravila, ki lahko hitro pomagajo. Mogoče bi tukaj dodala, nama je to samoumevno z Jeleno, ampak ko ona omeni banane, s tem misli izključno samo ekološke banane. Ja, res je. Ja, pa še izključiti verjetno marsikatero živilo, ki tukaj ne pride prav, ne? Tako je, tako Ja, je. torej, Nena, hvala lepa za vaše pismo. S tem ste zdaj pomagali mnogim, ki so prisluhnili odgovorom strokovnjakinj. Hvala lepa obema. Vabimo vas, da seveda obiščete našo spletno stran. Tudi tam boste našli, kaj pa vse je smiselno izločiti, še posebej pri napenjanju je to lahko hitro čez noč dobro, ko izločite nekaj tistih ključnih škodljivih živil. Ostanite z nami, naša oddaja vam bo dala še veliko dobrih nasvetov danes. O, kako si bila krasna na koncu.